Kmetijskim inštitutom Slovenije pravkar na poti na obisk k dr. Jaki Razingerju z oddelka za varstvo rastlin. Zakaj k Jaki, to pa zvemo v nadaljevanju. Jaka, mi mislimo, da bi bil ti kot perspektiven raziskovalec lahko za zgled mogoče mlajšim kolegom pri njihovi samostojni karieri. Kako bi ti komentiral nam, mogoče lahko na kratko opišeš, s čim se ukvarjaš, kaj delaš? Jaz sem zaposlen na oddelku za varstvo rastlin, se ukvarjam z aplikativno entomologijo. Skratka, skušamo najti kakšne nove načine, inovativne načine, kako bi zatirali pomembne kmetijske škodljivce, na, bi rekel, bolj tak trajnosten, zelen, v narekovaju, način. Potem prideš v službo z logiko, da odkriješ kaj pomembnega, se to mogoče zgodi čisto po naključju. Pa me tudi zanima, kako veš, a je ena ideja res nekaj obeta, da bo nekaj več prinesla, mogoče. Ne bi mogel reči, da bi kar, ko se lotiš nekaj raziskovati, da kar veš, kaj bo kaj ven padlo, kaj bo uspelo, kaj ne bo uspelo, ne. Zdaj, načeloma je fajn začeti z neko idejo, zanimivo, in te se največkrat porodijo, ne vem, ob 11 zvečer na balkonu ali pa na kakšnem vlaku ali pa na letalu, ko šibaš na kakšno konferenco. Ali pa ko bereš kakšen fin članek od take skupine, ki se ukvarja s podobnimi rečmi, ke sam se ukvarjaš, ne. Tako da, če mogoče ste prej omenili, da bi bil za zgled mlajšim, ne, jaz jim rečem, da je fajn potovati, videti druge laboratorije, če se da celo v tujini, ne samo pač v Sloveniji, da malo vidiš ven iz vrtička, ne. Je fajn si malo odpreti horizont. In kot rečeno, ne, pač te ideje, ki jih dobiš, raziskovanje dostikrat ni tako neki tak službeni proces od 8 do 4 ali pa od 6 do 2. Tako da fajn je biti dobro organiziran, da pač ko pride kakšna ideja, si jo zapišeš, da se pol o tej ideji pogovoriš z raziskovalci, da dobiš malo feedbacka, ali je to čisto neumno, to že zdavnaj narejeno vse. Pol pa kaj rata, kaj ne rata, zdaj to pa samo poskusi pokažejo, ne. Kdaj sem razočaran, ko kakšni preveč teoretično vse skupaj zastavijo, pa se o nečem pogovarjaš, pa reče, to je že vse znano, to so že vse naredili. Sicer niso pa natančni na kakšnih, recimo, organizmih ali pa kakšnih drugačnih settingih. Jaz sem še vedno v glavi, da pač seeing is believing, ne, se pravi, ti moraš nekaj probati, moraš nekaj narediti in pol ti poskus pove, ali je kaj odzadaj na tvoji ideji ali ne, ne. Ne pa kar a priori že si nekako racionalizirati zadevo, da je brez veze. Kaj pa rata pa poskus pokaže, ne, in to ne moreš vnaprej napovedati. Se pravi, mene je zelo zdajle ta ideja, da se usedeš ob 11 zvečer na balkon in dobiš neko, kako bi rekla, da te obide eno razsvetljenje, ne. Se mi zdi zelo zanimivo, ne, samo verjetno to ni ravno recept za vse ostale, če se jaz usedem na balkon. Težko rečem, da bom prišla od te ideje, od enega razmisleka, pa ne vem, do patenta v skrajni točki, ne. Mislim, da imaš ti mogoče že kakšno izkušnjo ali dve pri prijavah ideje, ki so se potem izkazale, da imajo en potencial, tudi kar se tiče patentov, mogoče še čisto na kratko za zaključek, če lahko orišeš to pot, no, kaka je od ideje do patenta. Kar se tiče samega patenta, si omenila, zdaj, da smo neko dolgo zgodovino patentiranja, pač sem zraven udeležen pri neki patentni prijavi, ne. To gre za lepo raziskovalno projektno sodelovanje s Kristino Sepčič, ona je biokemičarka iz oddelka za biologijo Biotehnične fakultete, ne. In če gre za to, patent ne zraščajo kar čez noč, ne. Ona, njena skupina že, ne vem, 20 let ali pa več raziskuje določene proteinske toksine iz gljiv rodu ostrigar, pa še druge, se pravi žitnih gob. No, ampak nimajo pa tega znanja, kako se žužke goji
pa jih pač pobija na zelo inventivne načine. No, in tukaj je pač prikaz tega sinergizma interdisciplinarnih raziskav, ne. Tako daš biokemike skupaj z biologi pa z agronomi, ne. In kaj takega na dolgi rok potem lahko pripelje do patenta, ampak še nismo tam, tako da. Razumem. No, najlepša hvala za pogovor, obilo uspeha pri patentih in nasploh pri raziskovalnem delu. Hvala še enkrat. Hvala za pogovor.